Hello, vlogiči, youtuberi. Evo, danes greva pa na potovanje v Milan, pa ne Milan. Ste že malo zaspan? Ja, malo sem že zaspan. V Rim pa Vatikan. Zdaj sva prišla s trole do tle, te prometa je nekaj, tak ne prav velik. Zdaj bo pa Kje pa si prišel s trolo? iz Rožne, Pa do kje? Kam pa greš? pa do kaj tle? Dolgi most. Dolgi most, ja. Zdaj gremo čez kratki most, pa do tam. Naj zanima, če bomo videli kaj migrantov tukaj, ker tle se jih veliko pase. Ja, upam, da ne bo zdaj. Bomo videli. Kakšen skočil. Saj imamo sabo, kakšen piškot. Dober. Piškot. Ja, evo ti. Iz Celja so štartali okrog 9, tako da okoli enih 10 ne bi zdaj prišel sem. In ja, tako da okoli 10 upava, da je sedežni red že vnaprej izbran, ker ko smo šli z študentsko organizacijo povezani, ni izbran in pride je zmeda, zmrka. Tu se prvi pojav, pa imamo pa še druga stvar, so pa pol sobe, ki se jih določa naknadno in je pa tudi ful velik problem. Tako da načeloma tu upam, da je v redu, no daj pozdravi. Zdaj smo na avtobusu, folk prehaja gor, tle dol. Ste zapolnil, so dobila pa čisto od zadnji 49 pa 50 in zdaj čakamo, da se bus napolne, potem pa gremo naprej. Vidite, Rim in Vatikan. Prvi krajši postanek po urce. In zdaj imamo še cca 2 ure, 1 uro pa pol do Rima. Vidite, tle so pa ovčke. Zdaj gremo pa še malo na eno kavico. Evo, zdaj so lih kupila poštrček za 10 €. Zdaj pa da malo pogledamo okolje, naravo. Smo 1,5 ure oddaljeni od Rima. Ura je 7 zjutraj, lih fajn se
tam dela. Tam gor vidite, evo tle gor pojte k Goriška Brda. Sam je pa tle zdaj kar sveže. Sveže Ja, 6 in stopinj. jasno. Zdaj smo mi v bistvu zamenjali program, zato ker danes bo dosti manj vroče, kot jutri je nedelja. Ob nedeljah so tam Maša in pa Maša, ne samo v cerkvi, ampak pred baziliko. Torej pred baziliko pripravijo stole in je seveda tam več Maš čez celo dopoldne in takrat ne moreš priti, zelo težko prideš v Vatikano oziroma v baziliko, a ne? In je mogoče škoda časa, da bi ga zapravljali jutri, če lahko to naredimo danes, jutri se odpravili v mesto Rim. In seveda se bomo pogledali, z metrojem se bomo zapeljali do Koloseja, jutri bomo tudi malo prestopali, tako da se bomo pogledali, raziskujete. Tako da vse imate v bistvu na enem mestu. Tukaj imate tudi tržnico, če ste kaj doma pozabili, v Italiji ni noben problem, vse je original. Ne, vidite, to je vse original. Tako da ne morete priti domov brez originalnih očal. Ali pa že kaj, ne? Glejte, Gucci, ono, tretje, ni problem. Če je sonce, podajo. Evo, zdaj se nahajam na trgu Svetega Petra. Tukaj čaka v vrsti, sva jo preskočila, vrsta se začne tam dol. Vidite, še cel krog. Vse okrog in okrog bi bilo treba iti, ampak sva se malo urinila. Ja, Tako da zdaj greva čez varnostni pregled, da greš lahko noter v baziliko. tle gor so kipi. Kipi so veliki 3 metre, ne? Ja, 3 metre pa Koliko jih je? 104, sem prav razumela. jih je še ja, več. nekaj taga. Pol je pa še ta, v bistvu to je zgrajeno v obliki kukorog in te roke sprejmejo vernika ali pa tistega, ki pride v Vatikan, torej da sprejme njegovo dušo v to občestvo cerkev. Vidite, gor je pa še ena ptica, se malo skopala. Tlele desno apostoli živijo, ne apostoli. Ja, tukaj gor, Ne apostoli, kaj se že? papeži, kardinali so tukaj gor. Tam je ta cerkev, v katero bomo zdaj šli. Prejšnji papež je pa živel v tej stavbi tukaj noter. A ne? Ste pa v bistvu Zdaj nek sem navad. šla skozi ta rentgen, kjer ti pogleda, če imaš kakšne ostre predmete ali pa kovino. Zdaj gremo pa noter v to cerkvico. Zdaj smo midva v tej cerkvici. Tukaj so kardinali ponovadi. Gremo malo naprej. Velika Svetega Petra.